Prvoligaška ženska kegljaška ekipa Impola je v 15. igralnem dnevu na domačem kegljišču pričakala ekipo Ljubelja. Impoljčanke, motivirane z zmagama iz prejšnjih krogov, so tudi v tekmo proti močni zasedbi igralk iz Tržiča vstopile z željo po zmagi. Od te pa je na koncu ločil samo en podrti kegel. Rezultat: Impol 3247, Ljubelj 3248. Petra, poraz torej za en kegel, če se kar takole izrazim, kako pravzaprav to izgleda na kegljišču? Zelo stresno, ampak sreča je bila pač na njihovi strani. To se pravi en natur, vseh 9 kegljev, pa je en kegel. Če bi bil pri nas, bi bila pač zmaga na naši strani. Ste morda kegljali že kakšno takšno tekmo, kot je bila danes tale? Ja, smo že kegljali takšne tekme, ki so se obrnile včasih nam v prid, včasih nasprotnicam, tako da so stresne take tekme in je težko odigrati, no, od zadaj si lahko zelo pameten, na stezi je pa zelo težko. V zares izenačeni dvoboji, kjer so odločali kegel ali dva, so Tržičanke zmagale 6-2. Zmage smo vsekakor zelo veseli, tekma je bila zelo napeta, smo tudi pričakovali v bistvu zelo težko tekmo. Zelo sem vesela, da sta obe soigralki na koncu zdržali pritisk in da se je ta en kegel obrnil nam v prid. Zmaga v Slovenski Bistrici pa ekipo Ljubelja drži še vedno v igri za visoko uvrstitev v prvenstvo. Tale zmaga nas še vedno drži v boju za drugo mesto v prvenstvu, ker kot kaže pač ekipa Calcita trenutno premočna. Tako da ja, do konca se borimo in upamo pač, da se jeseni vidimo v Mariboru na Evropa pokalu. V res dramatični tekmi sta zmagi za gostiteljice dosegli Barbara Jurančič in Petra Pečovnik, ki je podrla 584 kegljev. Tesna poraza v tekmi pa sta dočakale Ksenija Detiček, ki je bila za en kegel slabša od nasprotnice, in Maja Derevenšek, ki je po prvi stezi zamenjala poškodovano Lucijo Kunčič. Maja je zaostala za 2 keglja. Pred kegljačicami Impola pa so 3 zanimivi krogi do konca prvenstva. Čakovanja za ostale 3 kroge do konca? Ja, vseeno vedno na zmago, tako da mislim, da to ni vprašaj. Če ne bi šle na zmago, bi bilo nekaj narobe.